Skoraj nihče ne gleda Ethereuma. Je to napaka? No, prav to bomo poskušali odkriti v tokratnem videu. In najprej si bomo mi ogledali Ethereum napram dolarju dnevni graf in tukaj takoj opazimo, kaj smo mi ravnokar naredili. Tukaj je bila namreč zelo pomembna meja, jo bom kar označil. Tako, to je bila meja tukaj na nekje 2700 in mi smo tole mejo zdaj končno pod ne vem kolikih dnevih konsolidacije prebili. In kar bi jaz zdaj gledal na tej meji, glede na to, da nas trenutno malček zavrača, je, da mi tukaj naredimo podporo in potem rinemo naprej gor. Tukaj naslednja meja, ki je zelo pomembna, je tam nekje na 3000, ki je tudi taka lepa, okrogla, psihološka meja. Zdaj, kar se tiče RSI-ja, trenutno ni nekih posebnosti. Tukaj smo imeli tale vrh in potem smo naredili malček višji vrh, tako da tukaj se mi zdi vse ok. Stochastic RSI je tudi čisto bikovski, prišli smo v prekupljeno območje, tako da kot sem rekel, zdaj bo treba spremljati, če nas tukaj slučajno zavrne, tole mejo na 2700, tukaj bi jaz želel videti, da se naredi podpora. Zdaj, v primeru, da ta meja ne zdrži kot podpora, bi pa gledal jaz tole naslednjo tukaj. Ja, lahko bi prišli tudi vse dol do 1800. Je pa zanimivo pogledati, kako Ethereum v zadnjem času vodi igro. Tukaj od spodaj imamo indikator ARI in kot vidimo, v zadnjem času tukaj, sploh v tem obdobju, na koncu maja, ne, tam nekje na sredi maja, to je od 8. pa vse do 15. maja, vidimo, kako so tukaj vodili altcoini, ampak če jaz tukaj dodam še eno nastavitev, ki bo kazala Ethereum, torej show current crypto coin flow, in dam tukaj OK, vidimo dobesedni porast Ethereuma. Ethereum namreč je tale modra črta in tudi izredno velik volumen, ki se sprošča v Ethereum. Tako da v zadnjem videu sem jaz omenjal, ali je Ethereum že dosegel dno, in moje mnenje je bilo takrat v času tistega videa, da morda še ni dosegel dna, ampak bo pa kmalu. In trenutno očitno kaže, da je tukaj na tej meji 1400-1500 dosegel svoje dno, ampak bo pa treba še spremljati in opazovati. Dajmo si pogledati še tedenski graf, kako mu kaj kaže tukaj, in ja, vidimo, tukaj imamo izredno lepe tedenske svečke. Mi smo celo prebili neckline mejo tegale dvojnega vrha, če ga lahko tako imenujemo, samo malček tele bom zbrisal, da nam ne smetijo grafa, in bom označil tale dvojni vrh. Torej, tukaj imamo tole neckline mejo že označeno na tam nekje 2300 in tukaj imamo en vrh in pa potem dvojni vrh, to je medvedji vzorec. No, mi smo tole neckline mejo zdaj prebili in zdaj v bistvu rinemo naprej gor. Trenutno se nahajamo tukaj na okoli 2700-2800 in naslednja meja, ki bo zelo pomembna, je tukaj tale že prej omenjena na 3000. No, tukaj bi morda lahko pričakovali tudi kakšno zavrnitev, ali pa lahko pride tudi do konsolidacije, kar bi lahko pomenilo, da bomo šli še naprej gor, brez kakšnega popravka. Zdaj, kar bo treba edino paziti, bo tole tukaj. Tukaj imamo en vrh in tukaj ta drugi vrh, da ne bomo slučajno naredili kakšne skrite medvedje divergence, kar bi nas lahko potegnilo nazaj dol.
Zanimivo je tudi, kaj kaže ARI na tedenskem časovnem intervalu. Tukaj vidimo, da igro še vedno vodi Bitcoin, ampak trenutno ga Ethereum kar lepo dohiteva. Pa dajmo zdaj še pogledati dnevni graf Ethereuma napram Bitcoinu. No, tukaj smo v predhodnem videu začrtali tale naš bikovski scenarij, ki se trenutno lepo izvaja. Nismo sicer prišli tukaj do 3 centov. To lahko tudi malček popravimo glede na tole mejo tukaj. Tako. To bi bilo tam nekje na 3 centih Bitcoina. Torej, Ethereum je imel predhodno napram Bitcoinu izredno lepo rast, kot tukaj vidimo, in zdaj se konsolidiramo. In kar bi zdaj gledal je, da mi končno prebijemo tukaj tole mejo na 2,5 centih Bitcoina in gremo testirati tole mejo na okoli 3 centih. Od katere bi lahko bili malček zavrnjeni in potem gremo testirati tole kot podporo, od katere želim videti potem tudi odboj, da nadaljujemo rast. In kar se tiče samega RSI-ja, mi je zelo zanimivo tole tukaj pri tejle konsolidaciji, ki jo trenutno delamo. Tukaj imamo dno in pa višje dno, medtem ko tukaj pa imamo dno in pa nižje dno, torej skrita bikovska divergenca, kar bi lahko nakazovalo na nadaljevanje rasti. Poleg tega pa bi tale vzorec tukaj lahko bil zelo podoben vzorcu, bikovskemu vzorcu dvojnega dna. Seveda, nič kaj dobrega pa ne bi bila zavrnitev od tele trenutne meje, v tem primeru bi pa mi lahko prišli testirati nazaj tole dno tukaj, kjer smo se prej kar precej časa zadrževali, to je pa tam nekje na 1,8 centa Bitcoina. Ampak trenutno moram reči, da Ethereum izgleda kar precej bikovsko in zna biti, da bi znal prevzeti igro. Tako da to je vsekakor situacija za spremljati, zato se ne pozabite naročiti na kanal, da ne boste zamudili kakšnega prihodnjega videa. Najprej bi se rad zahvalil vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če želiš morda tudi ti postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda v zameno za podporo dobiš dostop do dodatnih vsebin, kot je na primer tudi predogled videov, preden jih objavim na YouTubu. S paketom više pa dobiš dostop tudi do mojega Discord strežnika. Tam objavljam tudi tehnične analize kriptovalut na manjših časovnih intervalih. In poleg tega patroni dobijo tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do časa nakupa prispevali, lahko uporabijo kot dobroimetje in tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne pozabite obiskati, tam se je zvrstilo zdaj že kar nekaj naprednejših indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI. Oziroma Asset Rotation Index. No, ta indikator prikazuje, kam na kriptotrgu se preliva denar, ali se preliva v Bitcoin, ali altcoine, ali stablecoine. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Seveda tudi komentirajte spodaj, zanima me vaše mnenje in začnimo debato. Tukaj na tem kanalu redno spremljamo tok kriptovalut, tako da se vsekakor splača naročiti. Seveda, da ne zamudite kakšnega prihodnjega videa. In tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.